Partnerji iz več držav Evropske unije sodelujejo pri razvijanju edinstvene in okolju prijazne embalaže iz odpadnih surovin citrusov. Projektu se je v letošnjem poletju pridružil tudi Razvojni center orodjarstva Slovenije Tekos. Tja smo poklicali vodjo inovatorske ekipe, doktorico Vesno Žepič-Bogataj. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Doktorica Žepič-Bogataj, nam lahko na kratko predstavite bistvo projekta CitrusPack? Pravzaprav projekt CitrusPack je bil odobren z letošnjim poletjem, torej s 1. julijem, pod programom LIFE, kjer v bistvu gre za projekte sofinanciranje s strani Evropske unije s večjim poudarkom torej na krožnem gospodarstvu, torej prav na tej presnovi odpadnih surovin v neke nove produkte, v neke materialne tokove, ki jih lahko potem pretvorimo v produkte z višjo dodano vrednostjo. In projekt CitrusPack pravzaprav povezuje partnerje iz držav Španije, Belgije, Francije in pa Slovenije. V Sloveniji nastopa kot krovni partner Tekos in pravzaprav razvija popolnoma 100% biorazgradljivo embalažo za kozmetične produkte, medtem ko linija v Španiji pa proizvaja torej v okviru tega projekta plastenke, ki bojo tudi v bistvu iz biorazgradljive plastike. Zdaj, bistvo tega projekta je valorizacija torej odpadnih surovin citrusov. S tem bi poudarila, da v bistvu imamo v projektu španskega partnerja, veliko podjetje, imenuje se AMC, ki pravzaprav predeluje sokove iz predvsem surovin agrumov in če si v bistvu zdaj čisto generično predstavljamo, da je pravzaprav v eni pomaranči samo 43% soka in vse ostalo pač predstavljajo torej odpadne surovine, potem pogledamo po drugi strani, da to podjetje proizvede na leto, torej na letni ravni, se pravi 60,000 ton pomaranč, 20,000 ton klementin in 20,000 ton limon. Potem si lahko predstavljamo, da gre na letni ravni za ene ogromne količine pač odpadnih surovin in bistvo tega projekta je, da v bistvu pretvorimo te odpadke dejansko v neke nove surovine, torej za druge končne produkte. Pravzaprav bistvo je, da bomo iz teh odpadnih surovin citrusov z posebnimi ekstraktivnimi postopki pridobili v bistvu te antioksidantske spojine, ki bodo v bistvu služile kot efekt pilinga v samih kremah, torej v kozmetičnih proizvodih. Po drugi strani pa v bistvu bomo tudi ekstrahirali vlakna. Ta vlakna bodo potem uporabljena kot ojačitvena baza v biorazgradljivih polimernih matricah, tako da bomo v bistvu iz te surovine potem lahko pridobili primarne materiale za izdelavo embalaže. Kot sem že omenila, ena proizvodna linija bo v Španiji in druga v Sloveniji. Zdaj v bistvu mi targetiramo na vse proizvajalce kozmetičnih izdelkov, nove start-upe, ki se v bistvu ukvarjajo z naravno kozmetiko, predvsem, ki bi jih v bistvu taka embalaža potem za njihove določene izdelke tudi zanimala. In bomo zelo veseli v bistvu kakšnega odziva, ki je v bistvu lahko sklenemo sodelovanje, torej za to predvsem linijo kozmetike. Kako točno pa poteka tu delo? Mi smo fokusirani predvsem na izdelovanje embalaže, torej ta embalaža bo popolnoma biorazgradljiva, pri tem pač mogoče malo razjasnjena ta pojem. Na koncu koncev bomo imeli v bistvu plastične kozarčke, škatlice za kreme, ki v bistvu po uporabi funkcionalni pač uporabnika slehernega se bo v bistvu ta embalaža lahko odvrgla v zabojnike za zbiranje bioodpadkov in se potem v bistvu pretransformirala dejansko v industrijske kompostnike, ker se v bistvu ta embalaža razgradi do svojih osnovnih monomerov, to se pravi CO2, vode in tako naprej. Tako da v bistvu ne gre za nobenih škodljivih odpadkov po pač koncu življenjskega cikla te embalaže. Zdaj v bistvu kozmetične produkte kot kreme, kot mazila, pravzaprav v bistvu tukaj nam pomagajo španski partnerji, seveda pa, kot sem že prej omenila, smo zainteresirani za vse sodelovanje. Kdaj lahko te embalaže iz odpadnih surovin citrusov pričakujemo na trgih? Ja, v bistvu zdaj izhodni rezultati tega projekta bodo v bistvu dobavljivi za na tržne police, torej nekje čez 3 leta. V bistvu smo začeli s projektom, torej, kot sem že omenila, letošnje leto, poleti, tako da v bistvu seveda zdaj v bistvu razvojne protokolne aktivnosti tečejo s polno paro, ampak v bistvu končne izdelke bomo lahko predstavili v demonstracijski obliki nekje leta 2020. Dejali ste, projekt je del programa LIFE, programa za inovacije z področja varovanja okolja zaradi podnebnih sprememb, ki ga financira Evropska komisija. Kako pomembna je
podpora na tej ravni pri razvijanju okoljskih inovacij in kaj s tem sporoča vrh Evropske unije? Zelo pomembna, pravzaprav v bistvu vse strateške odločitve, torej, ki prihajajo iz vrha Evropske komisije, se v bistvu nagibajo k zero waste strategiji, k circular economy strategiji in vse v bistvu to, zdaj, če prevedemo, gre za ničelno stopnjo odpadkov. Torej, v bistvu, da odpadki kot taki sploh ne bodo obstajali, ampak predvsem surovine za nove produkte, za nove tokove, torej za nove sektorje. Medtem ko pa to krožno gospodarstvo pa ravno tako izjemno pomembno, predvsem v Evropski uniji, čeprav Slovenija še nima svoje strategije sprejete na nacionalni ravni, vseeno pa sledi direktivam Evropske unije in pri tem se v bistvu ta podpora takšnim projektom, kot je recimo Citrus Park, je izrednega pomena, v bistvu, da se zna pokazati tudi na regionalnem, lokalnem in pa nacionalnem nivoju, da v bistvu znamo tudi mi kot majhna država v bistvu dodati velik prispevek, torej ravno k tem preobratu današnjih odpadnih surovin v neke nove produkte, ki bodo na koncu koncev uporabne slehernim uporabnikom. Doktorica Vesna Žepič Bogataj, najlepša hvala za pogovor.